Evangelijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici, kjer bomo nekaj nedeljnikov povprašali o čistosti. Jezus pravi, naj bomo čisti v mislih, besedah in dejanjih. Kako si vi osebno to razlagate? Ja, jaz osebno to razlagam, da moramo biti čisti. Je to zelo težko, ampak trudim se, da bi bila čista, da ne bi obrekovala ljudi, da bi jim čim bolj kakšno stvar razložila, če ne delajo prav. Trudila bi se, da bi delala dobro, da bi na moje dejanja videli, da se trudim in delam dobro. Predvsem na dejanjih bi me mogli ljudje spoznavati. To mi pomeni tu, da se moramo lepo obnašati, lepo govorimo in se tudi lepo izražamo. Predvsem, da imaš čiste misli, da imaš slabih misli do drugih, da ne želiš drugim slabo. Čisti v besedah in dejanjih. Jaz mislim, da je za take misli in besede moraš imeti čisto srce, da se lahko odpreš Bogu, ki te nagovori. Jezus pravi, naj bomo čisti v mislih, v besedah in dejanjih. Kako si to razlagaš ti? Da moramo biti čim bolj brez greha. Jaz mislim, da v bistvu moramo delati tako, da imamo svobodno dušo, da nimamo slabe vesti, ker v bistvu naša vest nam pove, kaj je prav in kaj ni. Je po vašem mnenju čistost za današnji svet že preživet pojem? Oziroma se vam zdi nemogoča? Ne. Mislim, da je vedno bolj aktualno. Ja, ker so te telefoni in potem pozabiš iti lahko k maši. Poslušajte, po evangeliju sploh ni preživeta zadeva. Ampak, ko pa takole gledam, mi je pa zelo težko, ko vidim, da se res ne živijo da zelo malo živijo po besedah evangelija. Ni pa preživeta, vsekakor da ne. A se ti zdi, da je biti težko čist v današnjem svetu? Ja, V šoli? tudi. Zakaj? Zato, ker nas dostikrat hoditi zavede, da naredimo kaj slabega. Se vam zdi nemogoče živeti čistost? Ne, mislim, da ne, da se da. Sicer je včasih malo težko pred drugimi, recimo, ampak se da, ja. Ne, sploh ne. V bistvu vsak pri sebi se mora odločiti, kaj bo počel in tle smo svobodni.